Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli na zadnji preizkušnji slovenskega državnega prvenstva v 12. reliju Idrija. Ja, res je, tudi letos, že 12. smo organizatorji Reli Idrija skupaj s kolegi. Kaj pričakujem, da se dirka izpelje s čim manjšimi problemi, da bojo uživali tako dirkači kot gledalci in da bojo fair borbe do konca in da na najlepši način zaključimo to sezono. Dvanajsti Rally Idrija, 6. in s tem zadnji rally sezone 2018. Rally Idrija je tudi v letošnji sezoni, kot je že v navadi, potekal v soboto in nedeljo ob koncu oktobra. Sobotni del je bil sestavljen iz 2 kratkih hitrostnih preizkušenj, nedeljski del pa še iz preostalih 5, ki so skupno tvorili 78 dirkalnih kilometrov. Kratka dirka je že pred štartom obetala hude boje med vsemi 66 posadkami, ki so se udeležile dirke in so prihajale iz 8 evropskih držav. Prvi dan dirke je pripadel domači posadki Alex Humar Jaka Cevc v Peugeotu 208 razreda R2, ki sta najbolje opravila sobotnima hitrostnima preizkušnjama. Alex Humar je s tem tudi postal zmagovalec 3. memoriala Marjana Logarja, nagrade za najhitrejšega idrijskega voznika na prvi hitrostni preizkušnji relija. Za Alexa Humarja je to že druga zmaga na tem memorialu, prvo zmago na memorialu oziroma prvo edicijo tega memoriala pa je dobil tudi domači dirkač Darko Peljhan. Že na uvodni hitrostni preizkušnji dirke je na težave naletela vodilna posadka v slovenskem državnem prvenstvu Rok Turk in Blanka Kacin, ko sta na spolzkem asfaltu prve hitrostne preizkušnje zadela v zid in se zavrtela. Na njuno srečo sta izgubila zgolj 10 sekund. Na ta račun sta v vodstvu prvega dneva ostala Alex Humar in Jaka Cevc. Drugi dan je tekmovalce pričakalo 5 hitrostnih preizkušenj. 3-krat so upravili s hitrostno preizkušnjo Dole, za vse tekmovalce pa vsem nova hitrostna preizkušnja in pa po 2-krat dobro poznano hitrostno preizkušnjo Zadlog. Tekmovalce je pričakalo deževno vreme, ogromno stoječe vode na cesti, blato in pa ogromno listja v kombinaciji s spolzkim asfaltom Idrije in okolice je botrovalo k velikemu usipu in številnim odstopom na dirki. Nekatere posadke so ob svojih izletih ceste imele srečo, da so lahko ob pomoči številnih gledalcev ob progi lahko nadaljevale z dirko. Po polovici relija je vodstvo v diviziji 1 držala povratniška posadka Jan Mrak, Luka Kuštrin v njunem MG-ju ZR105. V diviziji 3 je vodstvo navkljub izletu z ceste zasedala posadka Martin Mlinar, Miran Mlinar v Renaultu Clio RS.
V diviziji 2 je suvereno vodila posadka Alex Humar, Jaka Cevc, ki sta v polovici dirke zasedala tudi skupno 3. mesto v slovenskem državnem prvenstvu. Drugo mesto v razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva je pripadlo posadki Tomaž Kavčič, Matjaž Korošak s Hyundaiem i20 razreda R5. Vodstvo po polovici dirke je v skupnem seštevku držala posadka Rok Turk in Blanka Kacin kljub sobotnemu izletu iz ceste. Četrto mesto v končni uvrstitvi Jugopokala na reliju v Idriji je pripadlo posadki Matija Potrata, Marko Nabergoj. Na najnižjo stopničko sta se v Idriji uvrstila Jure Kovač in Boštjan Uljančič. Drugo mesto je zasedla posadka Blaž Koren, Robert Rupnik. Zmago, že četrto zaporedno v letošnji sezoni, pa si je privozila posadka Tine Koren, Tjaša Medvešak. Tine, čestitke, prvak v Jugopokalu, ste zadovoljni, je to, kar ste si želeli? Ja, itak da je, to sem želja vsazga, ne, da je nekaj svoje, tako da odlično, mislim, itak presrečen, ne vem nitko povedal. Ste zadovoljni za sezono? Ja, več kot zadovoljen. Odlično, tako da bi šlo še naprej, ne bomo kaj reči. Kakšni so plani za drugo leto? Ja, bomo videli, kaj bo. Vse je še v lufti. Čestitke še enkrat in se vidimo. Ja, hvala. Naslov prvakov v Jugopokalu je pripadel posadki Tine Koren, Tjaša Medvešek, druga sta bila Jure Kovač in Boštjan Uljančič, tretja pa Luka Brus in Nives Cotič. Končno 5. mesto v diviziji 3 je na reliju Idrija zasedla domača posadka Matic Humar, Nika Jereb. Četrta sta bila Igor Cotič in Sebastian Kobal, najnižja stopnička je pripadla posadki Aleš Zrinski, Rok Vidmar, druga sta bila Simon Mlinar in Erik Bizjak, zmago v Idriji pa je slavila posadka Martin Mlinar, Miran Mlinar za vsega skupaj 7,4 sekunde pred mlajšim bratom. Ste zadovoljni s sezono? Smo. Ful v redu avto. Zdaj sva Trpina sicer ujela, nama je zamočila spredi in po 3 laufa. Drač pa v redu. Težka dirka, res vrhunsko težka. Pa še velik pritisk na domačem terenu. Hvala lepa in srečno. Ja, hvala. Naslov prvakov v diviziji 3 sta osvojila Aleš Zrinski in Rok Vidmar. Drugo mesto je pripadlo posadki Martin Mlinar, Miran Mlinar, tretje pa posadki Simon Mlinar in Erik Bizjak. Končno 5. mesto v diviziji 1 je na reliju v Idriji pripadlo posadki Bojan Velkavrh, Nina Velkavrh Gorenc v Volkswagenovem Polu. Prav tako v Volkswagenovem Polu sta 4. mesto zasedla Alen Lampe in Kristjan Prelast. Najnižja stopnička je pripadla posadki Martin Štucin, Gregor Maver v Škodi Feliciji Kitkar. Drugo mesto je pripadlo posadki Jure Jereb, Boštjan Vidmar v Volkswagenovem Polu, ki sta odlično izkoristila dežne razmere in si s tem prevozila druge stopničke v letošnji sezoni. Končno zmago v diviziji 1 je na reliju v Idriji slavila domača posadka Jan Mrak, Luka Kuštrin v MG-ju ZR105. Jan, čestitke, povratnik, domača dirka, ste zadovoljni za zmago? V bistvu smo izredno zadovoljni, smo sploh prišli na dirko, ker nismo nekaj planirali. Super, v bistvu, vse, to je to, no. Super dirke, ne. Čestitke, hvala lepa. Hvala. Naslov prvaka v diviziji 1 je pripadel posadki Martin Štucin, Gregor Maver. Drugo mesto si je zagotovila posadka Jure Jereb, Boštjan Vidmar, zgolj 1 točko pred Bojanom Velkavrhom in Nino Velkavrh Gorenc. Končno 5. mesto v uvrstitvi divizije 2 se je na reliju v Idriji privozil Blaž Podlesnik s sovoznikom Damjanom Ondrejko na svojem drugem reliju v karieri. 4. mesto je zasedla posadka Uroš Papež, Jure Podpečan v Citroenu C2 R2. Tretja sta bila Denis Mrevle in Ronko Mizel v Peugeotu 208 razreda R2. Drugo mesto v Idriji je zasedla posadka Tim Novak, Uroš Ocvirk. Kljub prebiti gumi na zadnji hitrostni preizkušnji je bilo dovolj za njune 6. stopničke v letošnji sezoni. Stop.
tisti 4 plus drsi, 20. Desno ena, v levo ena in levo ena in desno ena, čez preval levo 2 in desno 2 minus 50. Poleg zmage na memorialu Marjana Logarja si je posadka Alex Humar Jaka Cevc na reliju v Idriji privozila že 4. zmago v letošnji sezoni v razvrstitvi Divizije 2. Alex, čestitke, zmaga, kako se počutite? Ja, evo, po 2 dirkah smole, enkrat z avtom, mislim 2krat z avtom, so spet tam, kjer so bila na začetku sezone. Tako da mislim, da so dobila verjetno vse hitrostne preizkušnje, tako da je večkrat zadovoljna. Zdaj res na koncu je bilo malo triki situacija, ker je res veliko vode in mi s tam mehkimi avti pač nimamo takih gum, kad oni ta veliki, ampak v R2 smo vsi na istmu skoraj, no. Nekateri so rabili tudi ta stare gume, tisti so imeli tukaj na temu nalivu malo več prednosti, čestitke timu za naslov, tako da, evo, to je to. Naslov prvakov v Diviziji 2 sta si v Idriji zagotovila Tim Novak in Uroš Ocvirk, druga sta Alex Humar in Jaka Cevc, tretja pa Denis Mrevlje in Rok Gomizel. 7. mesto skupno na dirki in pa 5. mesto v uvrstitvi slovenskega državnega prvenstva sta v Idriji osvojila Tim Novak in Uroš Ocvirk z Oplovim Adamom R2. 4. skupna v slovenskem prvenstvu in 5. skupna na dirki sta bila Alex Humar in Jaka Cevc s Peugeotom 208 R2, 3. mesto v slovenskem prvenstvu in 4. mesto v skupni uvrstitvi dirke je pripadlo italijanski posadki Claudio De Cecco Jean Campais v Hyundaiu i20 razreda R5. 3. mesto v skupni uvrstitvi dirke je pripadlo posadki Andreja Nočita Domenico Saluo z atraktivnim Abarthom A124 razreda RGT, ki pa ne vozi ta za slovensko državno prvenstvo. 2. mesto sta v Idriji osvojila Rok Turk in Blanka Kacin v Peugeotu 208 razreda R5. Pasi na šlajfajnu, čez preval desna 2-krat pasi, v naravnost leva 2 plus stavk na 31. Zmago na reliju v Idriji pa sta osvojila Tomaž Kavčič in Matjaž Korošak. Tomaž Kavčič pa slovenski državni prvak iz leta 2007 in 2008. Zanj je bila zmaga v Idriji že 15. v njegovi karieri. Tomaž, čestitke, zmaga, ste zadovoljni. Hvala, glej, ne vem, kaj ne rečem. Neverjetno, no, svetovno, mater. Hvala, no, hvala. Okej, noro, ful dobro. Blanka, hvala. Čestitam Roku Turku za naslov državnega prvaka in upam, da se mu drugo leto pridruživa za celo sezono. Hvala lepa, čestitke. Hvala. Naslov državnega prvaka si je že drugič zapored zagotovila posadka Rok Turk Blanka Kacin, druga sta Claudio De Cecco in Jean Campais, tretja pa Tim Novak in Uroš Ocvirk. Ob veselju na ciljni rampi v Idriji se zaključuje sezona 2018 slovenskega državnega prvenstva v reliju. Pokali so podeljeni, naslovi prvakov so oddani. Nekateri so sezono manj, nekateri bolj zadovoljni. Ob vsem tem pa je nekaj sigurno. Vsi težko pričakujemo novo sezono za letnico 2019. In ob tem vas že povabimo na uvodno dirko nove sezone 9. reli Vipavska dolina, ki bo na sporedu 26. in 27. aprila leta 2019. Hvala za pozornost skozi celotno sezono in lep dirkaški pozdrav!